Pozdravljeni. Domnevne kršitve omejitve proračuna pri dveh ekipah so dodobra razburile mnoge navdušence Formule 1. Poglejmo si malce od bližje, kaj lahko pričakujemo v naslednjih dneh. Čez nekaj dni, 5. oktobra, naj bi FIA objavila uradno poročilo, kdo je kršitelj in za koliko odstotkov je prekoračil tisto omejitev, ki je bila seveda določena za sezono 2021. Takrat mi navdušenci govorimo le o tistem, kar poročajo razni viri. In tu kakšnih uradnih verzij ni. Obstajajo le namigovanja ter govorice. A kljub vsemu smo lahko zasledili kar nekaj zanimivih vprašanj, ki menim bodo pomagale razumeti to problematiko iz čisto drugačnega zornega kota. Verjamem, da je marsikdo zmeden, kajti viri nam servirajo zgodbo na tak način, da mi navdušenci tudi ne razumemo, zakaj določene stvari so takšne, kot so. In najprej je treba razčistiti, zakaj tako pozno pride do teh ugotovitev. Namreč 5. oktober v letu 2022 je bistveno bolj pozno kot tisto, kar smo mi pričakovali skoraj da celo leto od konca sezone 2021. Treba je razumeti, da ekipe Formule 1 delujejo kot podjetja 1. januarja do 31. decembra. A verjetno je marsikdo zasledil, da 10 mesecev je izjemno dolgo obdobje za ugotoviti takšno kršitev. Videli bomo, da prvič ne gre za 10 mesecev in drugič, da časovni rok sploh ni tako pretiran. A po vrsti. Kolikor bo poročilo objavljeno 5. oktobra, ne pomeni 10 mesecev po 1. januarju. Gre v resnici za 9 mesecev in nekaj dni. Po drugi strani, vsakdo, ki se malce ukvarja s podjetništvom, ve, da finančna poročila se ne oddajajo 1. januarja za preteklo leto, temveč čez nekaj mesecev. V finančnem pravilniku Formule 1 je točno določeno, zadnji dan za oddajo poročila je 31. marec. Torej, iz 9 mesecev in nekaj dni smo prišli na 6 mesecev in nekaj dni. In seveda, to je bistveno manj od tistih 10 mesecev, ki jih nekateri tako zagovarjajo v svojih komentarjih in člankih. Kljub vsemu 6 mesecev pomeni pol leta. Je res potrebno toliko, da se ugotovi razne kršitve pri ekipah? Da. Namreč, sedaj moramo razumeti neko predpostavko. V Formuli 1 v resnici obstajata dve kategoriji ekip. V prvi kategoriji, kjer je število članov izjemno majhno, so zajete vse tiste ekipe, ki so jih dobili pri kršitvi pravilnikov. V drugi, mnogo širši skupini, pa dobimo vse preostale ekipe, ki jih niso dobili pri kršitvah pravilnikov. Zato je jasno, da nihče v svoja finančna poročila ni zapisal, da je kršil omejitve proračuna. Treba je preveriti vsako postavko. Zato seveda je potrebno nekaj časa. In verjetno marsikdo izmed vas ve, da ekipe Formule 1 v resnici niso eno samo podjetje, temveč grozd, da se bomo bolje razumeli. V enem podjetju so zaposleni na primer mehaniki, drugo podjetje
izdeluje dele iz ogljikovih vlaken. Spet tretje podjetje skrbi za inženiring in naprimer četrto podjetje zaposluje voznike. Vse skupaj servisira tisto podjetje, ki ga mi vidimo ekipo Formule 1. Zato tudi naprimer v primeru ekipe Sauber vidimo, da Alfa Romeo F1 Team je samo tisto končno podjetje, ki je prisotno na progah svetovnega prvenstva Formule 1. In če malce poenostavimo, pri ekipi Haas so zadeve v bistvu enostavne. Namreč lepo je preveriti s fakturami, koliko so plačali naprimer biroju, ki ga je vzpostavil Ferrari za projektiranje bolida, koliko je stal najem vetrovnika v Maranello in po drugi strani, kako visoka je bila faktura, ki so jo dobili s strani Dalare za samo realizacijo šasije. In še bi lahko naštel. Ampak pri ekipah, kot je Red Bull, je zgodba bistveno bolj zapletena. Število podjetij bližno enako, ampak tu imamo še Alfa Tauri, ki se servisira pri istih dobaviteljih znotraj grozda. In seveda imamo razne naveze, tudi Aston Martin je navezan na naprimer tovarniško ekipo Mercedes, uporabljajo njihove menjalnike in seveda njihove pogonske sklope ter najamejo vetrovnik. Zato je potrebno kar nekaj mesecev, da se računi razčistijo in preverijo. Razne govorice so prišle do nas, kjer navajajo, da dve ekipi sta prekršili omejitev proračuna. In to naj bi bili Aston Martin ter Red Bull. A sedaj se lahko začnemo spraševati, zakaj je to prišlo na dan prav sedaj. In sam imam teorijo, ki pa seveda ni nujno, da je ona prava. Novica je dobila večji poudarek v virih prav zaradi tega, ker čez nekaj dni bo na dan prišlo uradno poročilo in nekateri novinarji želijo tem dogodku dati čim večji poudarek in čim večjo odmevnost. In ko sem šel preverjati, odkot izvirajo te novice, sem ugotovil, da najprej so jih začeli objavljati v italijanskih virih. In naprimer, angleški viri so jih začeli lepo vzemati čez nekaj dni. In to je seveda zanimivo, kajti lepo se je sedaj lahko vprašati, zakaj. Namreč sankcije, ki jih določa finančni pravilnik, so izjemno raznolike. Od finančne kazni pa seveda do izključitve iz svetovnega prvenstva. Sedaj se lahko začnemo spraševati, kdo je tisti, ki bo pridobil največ, ukolikor naprimer Red Bull izključijo. Seveda odgovor je jasen, tisti, ki mu sledi, in v tem primeru Ferrari. Kolikor ne verjamete temu, bi vam dal majhen dokaz. Naprimer, na britanski verziji Skya so objavili tabelo, kjer je jasno razloženo, kakšne so možne sankcije, ukolikor je kršitev finančne omejitve do 5% ali čez 5% tiste vsote, ki je omenjena v vsakem prvenstvu. A na italijanski verziji smo dobili tisto osnovno sankcijo, plus sankcijo za Aston Martin oziroma možne sankcije za Red Bull. Torej, že nakazovanje na možno diskvalifikacijo Red Bulla, ampak opozarjam, gre za moje osebno interpretiranje tistega, kar sem zasledil. Seveda, poleg finančnih sankcij so možne tudi športne sankcije, kar pomeni izključitev iz določenega števila dirk ali celotnega prvenstva. To seveda obstaja kot neka možnost. A po drugi strani se moramo zavedati, da pri FII so redko kdaj kaznovali voznike za grehe, ki jih je storila ekipa.
Naprimer, če se spomnimo v sezoni 2007 in afere Spygate, je bil McLaren izključen iz prvenstva, torej pobrali samo konstruktorske točke. Podobna zadeva se je zgodila pri takrat Racing Pointu, to so ga ugotovili v prekršku, seveda s tistimi zavornimi košarami. Kolikor bi voznik storil prekršek, primer kot Michael Schumacher leta 1997, bi bil leta izključen iz svetovnega prvenstva in ne bi pobrali ekipi konstruktorskih točk. A seveda, to je tisto, kar se je zgodilo v preteklosti. Ampak sedaj še marsikoga lahko zanima, zakaj je tako pomembna ta kršitev omejitve proračuna. Namreč govori se, in zopet gre za govorice, naj bi Aston Martin Tomeo prekoračil za približno $5 milijonov, a Red Bull pa za 10. Mnogi bi rekli, na 145 milijonih to ni tako velika prednost. A rad bi tu malce razložil, kako so približno razporejeni stroški v proračunu ekipe Formule 1. Namreč mnogo postavk sploh ni vključenih, kot naprimer plače voznikov ali potni stroški ali promocijski stroški in še bi lahko naštevali. Če v bistvu pogledamo, kolikšni delež odpade na sam razvoj, je ta približno polovica, ali bi lahko dejali 70 milijonov. Vkolikor ekipa prekorači proračun, to pomeni, da je v bistvu v sam razvoj vložila več. 10 milijonov višji proračun, vkolikor govorimo o 70 milijonih, je pa nekaj, kar se v bistvu pozna. In to se ne pozna samo na tisti prvi sezoni, temveč tudi za nekaj sezon naprej. Namreč polit naslednje sezone se začne razvijati v oni prejšnji sezoni, nekje tam od septembra naprej. In zato bo izjemno zanimivo, kaj se bodo pri FIA odločili. Namreč vidimo lahko, kako konkurenčen je Red Bull v tej sezoni 2022 in kako kar naenkrat ni ne duha ne sluha o tisti olajšani šasiji, o kateri je bilo toliko govora. In o tem smo govorili približno mesec dni nazaj in že takrat so se pojavljali dvomi, ali bodo pri Red Bullu sposobni stroške omejiti do tiste meje, ki jo veleva pravilnik. In vidimo lahko, da je zadeva resna, kajti vkolikor FIA tu ne bo strogo sankcionirala kršiteljev, se zna zgoditi, da bodo mnoge ekipe z lahkoto plačale kazen, saj so dobile prednost, seveda na sami progi. Namreč tu je treba razumeti, da ekipe Formule 1, kot sem že poudaril malce prej, bodo storile vse, da bodo pridobile določeno prednost. Pravila se kršijo, le dobiti te ne smejo in to je eno izmed glavnih vodil, ki se ga pa mi, navdušenci, ne zavedamo tako pogosto. Zato pričakujem, da vkolikor je res do kršitev prišlo, bodo sankcije trdne. A treba je tudi razumeti, da tako predstavniki Red Bulla kot Aston Martina zanikajo, da so naredili karkoli proti pravilom. In zgodba, verjamem, da bo še zanimiva, kajti kot ste razumeli, menim, da bo dokazati kakršnokoli prekoračitev izjemno težko. Tudi zato je bilo potrebno kar nekaj mesecev, da so zadeve sploh pregledali. A upam, da sem odgovoril na marsikatero vaše vprašanje. Za danes bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost, seveda nasvidenje.